Ko kupite digitalno igro, predvidevate, da jo imate v lasti. Toda trenutno na strežniku v Montrealu je stikalo za izklop, kos kode, posebej zasnovan za izbris igre, za katero ste plačali, kot da nikoli ni obstajala. Brez opozorila, brez povračila, preprosto izgine. Industrija videoiger je Evropski uniji povedala, da je ustavitev tega stikala tehnično nemogoča in bi stala milijone. To ni samo napačno, to je laž. In majhna skupina uporniških inženirjev je pravkar dokazala, da lahko te igre shranite za skoraj nič. Zakaj potem industrija tega noče storiti? Kot vsaka dobra skrivnost, se tudi ta začne z umorom. Prvo poglavje: usmrtitev igre The Crew. Ubisoft je 31. marca 2024 razkril, kaj v resnici čuti do svojih igralcev. To je bil dan, ko so sprožili stikalo za izklop igre The Crew, izključno spletno tekmovalno dirkalno igro, ki je delovala skoraj desetletje. In tako je preprosto izginila. Milijoni igralcev so bili nenadoma izključeni brez možnosti vrnitve. Razlog? Prihajajoča strežniška infrastruktura in licenčne omejitve. To je bil tipičen meglen korporativni žargon in to bi morda držalo, če bi Ubisoft samo ugasnil strežnike. Nadaljevali so. Aprila iz tega leta je Ubisoft začel preklicevati licence igralcev prek storitve Ubisoft Connect. Uporabili so upravljanje digitalnih pravic ali DRM, da so preprečili igralcem prenos ali shranjevanje katerekoli datoteke igre, včasih brez kakršnegakoli povračila denarja. Za ljudi, ki ne igrajo toliko spletnih iger, si to predstavljajte kot obisk restauracije in naročilo sendviča. Ugriznete van in ste že nekje na polovici. Ko kuhar pride iz kuhinje, vam vzame sendvič in ga poje pred vami. In še bolj noro je, da se to nekako dogaja vsem v restauraciji hkrati. Ampak to je več kot le podjetje z vprašljivo preteklostjo, ki goljufa svoje stranke za $60 do $80 na kos. To je izjemno nevaren precedens za celotno industrijo videoiger. Eden od oboževalcev na Redditu je dejal, da je bila to najbolj žalostna in najbolj neusmiljena odločitev, kar jih je kdaj videl v zgodovini iger. Drug je to označil za gnusno vedenje, ki ne bi smelo biti zakonito. In kot je zapisal Engadget, je to opomnik, da kot potrošniki ne posedujemo ničesar. Živimo v svetu, kjer lahko pretočne storitve preprosto odstranijo priljubljeno serijo, ker odvzema preveč pozornosti njihovim dragim novim izdajam. Ali pa lahko direktor studia s tleskom prstov in film izgine zaradi davčne olajšave. Bi lahko takšna poteza potisnila videoigre po isti spolzki poti. To ni internetna paranoja. V začetku leta 2024 je Philippe Tremblay, direktor naročnin pri Ubisoftu, v javni izjavi dejal: "Opazili smo, da so igralci vajeni imeti in posedovati svoje igre. To je sprememba pri potrošnikih, ki se mora zgoditi. Sprijaznili so se s tem, da nimajo v lasti svojih zbirk CD-jev ali DVD-jev. Ta preobrazba se pri igrah dogaja nekoliko počasneje." Torej gre za to, da ti je sprejemljivo, da igre nimaš v lasti. Navsezadnje naročniške storitve podjetjem prinašajo veliko več denarja kot enkratno plačilo. Če se odločijo, da ne želijo več, da igraš to igro, ali celo dostopaš do njinih datotek, je to tvoj problem. Kaj boš naredil? Boš šel na forume, jih zasul z negativnimi ocenami na njihovih straneh na Steamu. Ni, da bi jih to zanimalo, ampak tokrat je bilo drugače. Ubisoftovo uničenje igre The Crew je bila kaplja čez rob. Tokrat so se igralci odločili, da bodo dejansko nekaj ukrenili glede tega. Na sceno stopi Ross Scott, dolgoletni igralec in ustvarjalec mešinim iz Baton Rougea v Louisiani. Večino svojega odraslega življenja je bil glasen zagovornik ohranjanja umetnosti v igrah. Leta 2019 je koncept iger kot storitve namesto izdelka označil za prevaro. In potem, ko je Ubisoft ugasnil The Crew, je bil eden najglasnejših nasprotnikov te poteze in jo je opisal, citiram, kot napad na pravice potrošnikov in ohranjanje medijev. Logično je, da bi bil prav on tisti, ki bi začel gibanje Stop Killing Games, gibanje s specifičnim izvedljivim ciljem. Da to vprašanje prenese na sodišča in si prizadeva za prave zakone, ki bi preprečili, da bi založniki videoiger uničevali igre in puščali stranke na cedilu v imenu čistega dobička. In če bi kdaj obstajala popolna prelomnica, bi bila to The Crew. V glavnem je delovala kot enoigralska izkušnja, ki je imela spletno funkcionalnost zgolj zaradi stalno prisotnega DRM-ja. Če se zdrs tam ni mogel ustaviti, se ni mogel ustaviti nikjer. Tako bi bilo bojišče za prihodnost iger Evropski parlament. Zdelo se je, da ima Stop Killing Games zelo trden primer z milijoni podpisov spletnih podpornikov in resničnim valom zagona. Toda tudi igralna industrija je imela asa v rokavu. Drugo poglavje. Vpogled v zaslišanje v EU. 16. aprila 2026 sta Ross Scott in Moritz Katzner boj ponesla neposredno na zaslišanju v Evropskem parlamentu, ker sta imela enkratno priložnost predstaviti svoj primer.
V samo 2 letih je zbralo brez primere veliko podporo običajnih potrošnikov, ki so imeli dovolj, da jih je igrana industrija obravnavala kot bankomate. Kot evropska državljanska pobuda je do sredine leta 2025 že zbrala 1,25 milijona podpisov, kar bi zadostovalo, da bi rimski kolosej napolnili 25krat. In kljub nekaterim dvomljivcem v spletni skupnosti se ni nič ustavilo. In čeprav je obstajala ovira med tehničnim razumevanjem pobudnikov in razumevanjem zakonodajalcev EU, se je zdelo, da sta Ross in Moritz uspešno zagovarjala svoj primer. Svetovalec Daniel Andruska je povedal: igre, ki so bile razvite pred 20 leti, še vedno delujejo. Igre, ki so bile razvite pred 3 leti, pa ne. To je oblikovalska odločitev, to je poslovna odločitev. Z enim stavkom je Andruška zadel bistvo temne resnice tukaj. Ne gre za prirojene omejitve pri poganjanju določenih vrst iger. Gre za grozečega duha načrtovane zastarelosti. Ross je omenil majhen del proračuna igre, ki je namenjen načrtovanju konca življenjske dobe. Vendar so ti podatki pogosto netočni, ker vključujejo funkcije, ki niso uporabne za igre brez povezave. Toda čeprav ima gibanje Stop Killing Games dovolj ljudi, da pritegne pozornost zakonodajalcev, bo vsak boj proti večmilijonskim korporacijam zelo težak. Vprašanje je, kakšno utemeljitev bi sploh lahko dali za svoje protipotrošniške prakse. Odgovor je prebrisan. Uporabljajo plast tehničnih utemeljitev, da preplavijo pogovor, ne pa da bi ga pojasnili. Če je jezik dovolj zapleten, zakonodajalci in javnost morda niso dovolj tehnično pismeni, da bi ga razumeli. Uradna izjava Video Games Europe je deloma glasila, da zasebni strežniki niso vedno izvedljiva alternativna možnost za igralce, ker zaščite za varovanje podatkov igralcev, odstranjevanje nezakonite vsebine in boj proti nevarni vsebini skupnosti ne bi obstajale in bi pomenile, da bi za to odgovarjali imetniki pravic. Veliko naslovov je zasnovanih izključno za spletno igranje. V praksi bi ti predlogi omejili izbiro razvijalcev, saj bi izdelava teh videoiger postala predraga. Veliko je narobe s tem, kar bomo lahko temeljito razčlenili s skrivnostmi, ki smo jih uspeli izbrskati. A en del posebej izstopa kot zelo šibek, saj je v središču te težave preprosta ideja. Iger ne bi smeli opustiti brez načrta za obdobje po ukinitvi, ki bi nadomestil funkcionalnost DRM vezano izključno na splet. Nevarnost tukaj je, da bi neravnovesje v znanju koristilo korporativnim lobistom. Politiki so po naravi plašni in odporni na spremembe. Če lahko podjetja izkoristijo idejo o prepletenosti med igralniško industrijo in temi toksičnimi sistemi, jim morda uspe zavest politike. Nihče noče biti politik, ki je podpisal zakon, zaradi katerega se je zrušil del gospodarstva. Prav ta strah so želeli s takšno retoriko usaditi v misli vseh. Če želimo videti resnico, skrito v vsej tej sebični korporativni propagandi, moramo pogledati kodo znotraj iger. 3. poglavje. Anatomija mehanizma za izklop. Izklop igre in njenih strežnikov ni enak, kot da bi jo zapakirali v škatlo in odšli domov. Bolj je podobno poskusu prerezati prave žice med razoroževanjem aktivne bombe. En napačen korak in lahko ogroziš več iger, iz katerih še vedno želiš izčrpavati denar. Povprečna spletna igra kot storitev uporablja nekaj več kot 500 mikrostoritev in preverjanj povezave. Ubisoft ima sam po sebi podatkovne centre po vsem svetu s centralnimi strežniki v Montrealu. Ti strežniki podpirajo vse aktivne izdaje na Ubisoftovem seznamu in vsi so povezani med seboj. Kaj to pomeni? Preprosto povedano, izklopni mehanizem je za ta podjetja veliko bolj zapleten, kot bi kdaj priznali, in tudi veliko dražji. Govorimo o stotinah tisočev dolarjev. Razpletanje te goste mreže mikrostoritev je enako, kot če bi podrli spodnjih 24 nadstropij nebotičnika in upali, da bo zgornjih 40 ostalo stati. Ena napačna poteza bi lahko ogrozila več strežnikov in ogrozila milijone dolarjev. Zakaj bi torej tvegali? Strežniki, še posebej z mikrotransakcijami, so lahko še vedno dobičkonosni podvigi. Zaprtje igre kot storitve in preklic vseh licenc bo v tem procesu odtujil plačujoče stranke. Ali je to vredno? Očitno tukaj delujejo sile, ki jih ne razumemo. Motivacije in spodbude so skrite za klasičnim izgovorom, da je preprosto predrago ohranjati tak sistem v pogonu. Kljub temu gibanje Stop Killing Games od industrije iger sploh ne zahteva, da bi zagotavljala strežniško podporo zavedno. Ena od zahtev gibanja Stop Killing Games je, da ima vsaka igra kot storitev načrt ob ukinitvi. To pomeni, da bi se lahko igra popravila tako, da bi jo bilo mogoče igrati brez povezave, ali pa bi neodvisni razvijalci dobili orodja za odpiranje lastnih strežnikov. To je še ena stvar, za katero ima vsako podjetje na tisoče izgovorov. Dodajanje takšne funkcionalnosti bo temeljito spremenilo razvojni proces, da o dodatnih milijonih stroškov razvoja sploh ne govorimo. In morda bi nam bilo to celo razumljivo, če ne bi že imeli dokončnega dokaza za nasprotno. 4. poglavje. Velinov načrt.
Vsi argumenti, da je nemogoče, da bi veliki založniki kot je Ubisoft izdali odprtokodna orodja, začnejo razpadati v trenutku, ko pogledate, kaj je bilo že narejeno, saj je veliko manjši studio, Valin Studios, to že storil. In osvojili so srca igralcev po vsem svetu. Ko je njihov priljubljeni kultni večigralski naslov Knockout City junija 2023 zaprl svoje strežnike, so igralci domnevali, da bo to še ena obetavna izkušnja z igre v živo, ki bo doživela svoj konec. Toda tokrat so bile stvari drugačne. Zelo drugačne. Namesto da bi dogodek Sunset ostal tiha, resna opomba v drobnem tisku, se je Valin odločil, da bo vse skupaj spremenil v veliko zabavo, posvečeno zahvaljevanju svojim oboževalcem. Kot del poslovilnega dogodka so celo pripravili zaključno tekmovanje z nagrado v višini $25,000. To samo po sebi bi bila lepa gesta, vendar so šli še korak dlje in v tem procesu prekosili podjetja, ki so bila 10-krat večje od njih. Preden so igro ukinili, so jo izdali kot samostojno izvršljivo datoteko za Windows s podporo za zasebne strežnike. To je pomenilo, da je lahko vsak, ki je imel dovolj znanja, zavedno brezplačno ustvaril svoj strežnik. To je dovolj, da bi vsakemu visokemu direktorju v igričarski industriji povzročilo napad panike. Valin je določil ekipo razvijalcev, da prilagodijo igro v njeno zasebno gostovano različico. Odstranili so licenčno vsebino, odstranili sisteme za monetizacijo in igro preoblikovali v nekaj, kar bi lahko obstajalo samostojno. In po poročilih so bili stroški le okoli 0,5% celotnega proračuna za razvoj igre. Celoten postopek je trajal 3 mesece, a v tem času je igri prinesel nesmrtnost. Direktor marketinga studia Valin, Josh Harrison, meni, da je bila to vredna naložba. Rekel je, da je to največja stvar, ki so jo naredili, da bi vplivali na pozitiven sprejem ukinitve. Dobili smo odlične odzive medijev, odlične reakcije igralcev in na koncu to ohranja igro, na kateri so vsi v studiu tako trdo delali živo zavedno, tudi če so strežniki izklopljeni. Če lahko neodvisni razvojni studio ustvari takšen popravek ob ukinitvi, zakaj tega ne more narediti milijardno podjetje kot je Ubisoft? Ko je to vprašanje postavljeno, redko dejansko odgovorijo. Namesto tega spremenijo taktiko. Poglavje 5. Mit o varnosti. Eden izmed šibkejših argumentov proti gibanju Stop Killing Games je trditev, da bi izdaja odprtokodnih popravkov za ukinjene igre odprla vrata velikim varnostnim tveganjem in hekerjem dala veliko prednost. Eden glavnih zagovornikov tega je kontroverzni razvijalec iger in spletna osebnost Jason Thorhall, znan tudi kot Pirate Software. Čeprav bi morali zasebni strežniki, zgrajeni iz izvorne kode, neizogibno spopadati z zlonamernimi uporabniki, uporaba tega kot opravičilo za popolno zavrnitev popravkov po ukinitvi igre ne zdrži. Glede na stalni razvoj programov za preprečevanje goljufanja med igrami, je malo verjetno, da bi hekerji lahko uporabili to kot načrt za vmešavanje v igre, ki imajo aktivno podporo strežnikov. Čeprav skrivanje kode sledi doktrini varnosti s prikrivanjem, je bilo pogosto poudarjeno, da gre pravzaprav bolj za iluzijo varnosti, kot za kakršnekoli dejanske ukrepe v tej smeri. Dejstvo je, da je ena največjih pasti za razvijalce iger morda prav nekaj, česar jih je celo sram priznati. 6. poglavje. Past vmesne programske opreme. Obstaja izjemno pomemben del sodobnega razvoja iger, ki smo se mu tu do zdaj previdno izogibali in morda je prav to ključ do razkritja celotne zadeve. Vmesna programska oprema. To je nekako kot posebej izdelan, že pripravljen most med igralnim pogonom in nekaterimi povezanimi digitalnimi funkcijami, od animacije do zvoka. Nekateri programerji primerjajo vmesno programsko opremo celo z nekakšnim programskim lepilom. Pomislite na Havok, Wise, Autodesk in Nvidia. In to ni zanemarljiv del celote. Vmesna programska oprema, ki jo licencirajo vsa ta zunanja podjetja, lahko včasih predstavlja 15 do 20% kodne baze igre kot storitve. Tukaj utopične ideje gibanja Stop Killing Games naletijo na nepremično oviro. Ko gre za lastniško vmesno programsko opremo, vgrajeno v strežniško kodo, je razvijalci ne le da ne lastijo, ampak tudi nimajo pravne pravice, da bi jo ponovno distribuirali. To je strupena tabletka, ki se skriva znotraj kode igre kot storitve. To pomeni, v pravem pomenu besede, da igre ne samo, da ne posedujete vi, ampak je v celoti ne posedujejo niti tisti, ki so vam jo prodali. Ti poslovni pogodbeni dogovori dušijo vse in pri tem uničujejo pravice potrošnikov pri nakupu. Ta praksa, ki je danes značilna za industrijo, je razlog, da je stanje industrije iger kot storitve za igralce tako resno. Ampak res bi se morali vprašati, kako slabo je. 7. poglavje. Stopnja preživetja. Trenutno so igre s storitvijo v živo v mehurčku, ki je tik pred pokom. 83% iger s storitvijo v živo, ki so išle od leta 2020, je bilo ukinjenih v 3 letih. Stop Killing Games dejansko vodi sproti posodobljeno evidenco mrtvih iger.
Od aprila 2026 je trenutni seznam iger, ki jih ni mogoče igrati na noben način, pri številki 441. Leta 2026 je Sony močno zmanjšal svoje trenutne načrte za igre s storitvijo v živo zaradi slabih donosov. Kako močno? Dejansko so odpovedali 8 od 12 obljubljenih iger s storitvijo v živo, ki naj bi jih izdali do leta 2025. In ne samo Sony. Po celotni industriji so propadle igre polnile naslovnice, med njimi The Cube Save Us, Highguard, Concord in Radical Heights iz leta 2018. Kaj vse te igre povezuje? Kljub večmilijonskim proračunom, nobena od teh iger ni zdržala več kot 6 mesecev. Te igre so sredi prave eksistenčne krize, prave apokalipse iger, ki bo v bistvu izbrisala leta dela tisočev razvijalcev. Trenutno se zdi, da je EU morda zadnja obrambna linija za generacijo digitalnih medijev. Toda koliko je tukaj resnično na kocki? 8. poglavje. Zadnji popravek. Trenutno smo na razpotju, ne samo za prihodnost iger, ampak za digitalne medije kot celoto. Ali gremo proti svetu, kjer plačilo za nekaj dejansko pomeni, da to poseduješ za vse življenje, ali pa v svet, kjer je nakup v resnici samo nekoliko bolj zapleten najem? Ker po trenutnem modelu ima lahko vsaka igra, film, e-knjiga ali kos programske opreme skrit pogoj in ta se lahko kadarkoli uveljavi. Dobra predstava o tem, v kakšno prihodnost bomo vstopili, bomo imeli do sredine leta 2026. Po predhodnem dnevnem redu, objavljenem kmalu po zaslišanju, bo 27. julij dan, ko bo komisija uradno odgovorila na zakonodajni predlog. Čas od takrat bo napet, ne le za ljubitelje iger, ampak tudi za zagovornike digitalnih pravic, ohranjevalce medijev in podjetja, ki skušajo maksimirati svoj dobiček. Zaslišanje je bilo močnejše, kot so mnogi pričakovali, pri čemer sta Ross in preostala ekipa jasno predstavila dobre argumente za moralna načela, ki stojijo za gibanjem. A usoda je še vedno zelo negotova. Če se bo gibanje Stop Killing Games in igralcem nasploh dobro izšlo, je mogoče, da bo gibanje pomagalo uveljaviti določbo o standardu ob ukinitvi v prihajajočem zakonu o digitalni pravičnosti. To je zakon o pravicah potrošnikov, zasnovan posebej za zaščito ljudi v spletnem prostoru. V takšnem okviru igre, izdane po določenem datumu, ne bi bile več preprosto izdane in nato izginile v negotovost. Zahtevano bi bilo, da imajo ustrezen načrt ob ukinitvi. Tudi če bi se podpora strežnikov končala, bi igralci še vedno na nek način ostali lastniki iger, ki so jih kupili. In obstaja še druga plat te zgodbe. V komisiji so se pojavile govorice o morebitnih rezih v DFA. Skrb je, da bi preveč regulacije zmanjšalo njihovo gospodarsko konkurenčnost v primerjavi s tujimi konkurenti. To je precej zapeljiva ideologija za velika podjetja in pravzaprav je odgovorna za veliko erozijo pravic potrošnikov v ZDA. Če bo ta filozofija prevladala, bo vse trdo delo gibanja Stop Killing Games zaman. Ross je povedal, da meni, da ima veliko večje možnosti pri EU kot na sodiščih v ZDA. Na katero stran se bo prevesila tehtnica, le čas bo pokazal. Prihodnost je za zdaj še vedno v naših rokah. Kaj se bo zgodilo naslednje, bo morda odločilo, kaj sploh pomeni lastništvo česarkoli v digitalnem svetu. To je le vrh ledene gore zlonamernih dejavnosti v industriji videoiger. Ugotovite, kako pokvarjena so podjetja za videoigre v resnici in zakaj je EA prestrašen, da bi izdal novo igro Sims, ali pa si namesto tega oglejte to.